A je zdaj on? Ja. A zdaj vidite? Ja. Vidite? Je videti, ja. Ja, se vidi, ja. Sam se že zmrznila. No. Dobro, evo ga, začnemo počasi. Znači, danas gremo čez kortizol, serotonin, mikrobioto, vagusni živec in pridemo do psihobiotikov. To so teme, kjer bom se dotaknila. Prvo bom razjasnila taj nekako najbolj sodoben naziv za naše kompletno telo, to je psiho-neuroendokrini imunski sistem. Potem bomo se pogovorili, kaj je to sploh mikrobiota in kako vpliva na naše hormonsko ravnovesje. Potem gremo skozi funkcije in namen vagusnega živca, dotaknili se bomo kortizola, serotonina in potem pridemo na psihobiotike in ta glavni ključni del, ki se boste sigurno vsi prepoznali, je boj ali beg oziroma sodobni labirint, kjer se dogaja glavni konflikt našega hormonskega ravnovesja. Če govorim prehitro, me prosim upočasnite. Kaj je to psihoendokrino imunni sistem? To je najnovejši izraz sodobne medicine, s katerim želijo poenotiti, dati en skupni nazivnik za skupno delovanje hormonskega sistema, možganov in imunskega sistema skupaj. To pomeni, da ti zdravniki, kot je ta moja doktor Toljan, ki se ukvarjajo s celostnim zdravljenjem, to pomeni, da oni pacientu ne dajo določena zdravila, ga pošljajo domov in opazujejo rezultate. Ne, oni pač delajo tako, da iščejo vzrok bolezni ali pa, če ni že bolezen, težave in v tem procesu se trudijo svojega pacienta usmeriti na vzroke in iskati korekcije tih vzrokov. Tako da recimo, če en opazi, da imate, ne vem, napačen režim spanja, da jeste čisto napačno hrano, da jemljete kakšne prehranske dodatke napačne, da imate napačen odnos do stresa, do življenja, to pomeni, da vam... A me slišite dobro? Prekinja, ja. A ful? Ne vem. Ma ne, sej se da, samo vsake toliko te prekine. Ja, to je nekako normalno se mi Pojeti zdi. zvok, tipično, mislim, se drugače ne more iti najbrž. Ali vi vidite samo prezentacijo ali vidite še naše obraze desno? Oboje. Oboje, tudi. Oboje se vidi. To bi rada umaknila, da lažje vidite. Evo ga. Vam bo tako lepše gledati. Se pravi, s tem sodobnim pristopom je ključno... Ključno je, da... Je isto obrazi na desni. Ne vem, gor imaš tisto funkcijo. Zdaj sem dala minimiziranje, pa meni to ne... Mislim, da jih zložiš. Ja, mora vsak sam. Dobro. Štiri obraze vidimo, Vsak sam. 4 obraze pa prezentacijo. To si mora vsak sam naštimati. Vsak sam uredi. Tako da znači v tem sodobnem pristopu ti zdravniki, ki res gledajo celostno, vam ne bojo dali samo tablete, ampak vas gledajo v kompletu in prvo, ki vas svetujejo, katera smer so pregled krvne slike, pregled hormonskega stanja in vaše bogatstvo z minerali in vitamini. Ker v veliko tih bolezni, kar rečemo kronične ali pa avtoimune, je vzrok za prve simptome v principu iztrošenost telesa in pomanjkanje določenih ključnih hranil, kot danes, kot že vemo, B-vitamin, D-vitamin, brez tega ne gremo nikamor. Tako da, recimo, to je nek nov pristop, če želite raziskovati naprej, kar ta je termin v Google, pa boste znali kaj naprej iskati pri sebi. Kaj je to mikrobiota? Mikrobiota je, to je nekako kompletna naša črevesna flora, to je skupek svih naših mikroorganizmov v